Hvala lepa za besedo. Spoštovani, v svojem prispevku se ukvarjam torej tako kot je bilo rečeno, z otroštvom in mladostjo Franca Jožefa. Se pravi, to obdobje se konča nekje s kronjenjem decembra 1848, kljub temu pa zaključujem nekoliko kasneje, se pravi s koncem leta 1951, ko se silvestrskima patentoma končajo zadnji ostanki prve faze avstrijske ustavne dobe. Lahko bi dejali torej, da je s tem letom nekako zaključeno tudi prvo obdobje Franca Jožefove vladavine. Za začetek pa nekaj uvodnih besed. Mislim, da bo. V predmarčnem obdobju sta vodilna sila Avstrija in Prusija odločno nasprotovali političnim reformam ter zatirali liberalna in nacionalna opozicijska gibanja. Leta 1820 je bilo določeno monarhično načelo Ponedeljek. Srečni ponedeljek smo moj slab dan. Se opravičujem, zdaj pa mislim, da smo. Se pravi, leta 1820 je bilo določeno monarhično načelo kot temeljni politični model Nemške zveze, zaradi krepitve liberalne opozicije po julijski revoluciji v Franciji leta 1830 pa je bila poostrena politična represija. Strah pred političnimi spremembami je bil neizmeren, nemški prostor pa je postal simbol za konzervativno blokado političnega prostora. V avstrijskem svetu Biedermajerja je politika postala za večino ljudi povsem obrobna zadeva. Razmere pa so meščanstvo tistega časa silile, da se vse bolj zapiralo v privatno sfero in krog družine. Po smrti Franca I. leta 1835 je prestol zasedel njegov prvorojenec, 42-letni Ferdinand I. Čeprav je imel psihične in fizične hibe, je prevladalo načelo tradicije in primogeniture. Namesto cesarja je vladala tajna državna konferenca, ki je predsedoval cesarjev stric nadvojvoda Ludvik, pripadali so ji še cesar, nadvojvoda Franc Karel ter kancler Metternich in minister Kolovrat. Znotraj le-te pa se je vse bolj krepil Kolovrat, ki je pridobil odločilen vpliv na nadvojvodo Ludvika ter okrepil nadzor na notranje političnem področju in nad financami. Na drugi strani je Metternich obvladoval policijo in imel glavno besedo v zunanjih, ogrskih in italijanskih zadevah. Oba akterja sta bila drug drugemu velika tekmeca, zaradi česar je bilo predmarčno obdobje čas politične stagnacije. Zastareli državni in upravni sistem je tekel naprej, država pa se ni znala prilagajati potrebam časa. Toda po letu 1835 je cenzurni pritisk vseeno opešal, to pa je bil ugoden čas za vzpon opozicije, ki je od konca 30 let postajala vse glasnejša. A vrnimo se v obdobje vladanja Franca I. Cesarjev drugi sin Franc Karl, rojen leta 1802, je bil za razliko od svojega brata Ferdinanda sicer normalno razvit, a ne ravno posebej nadarjen mladenič. Ne glede na to mu je cesarjeva žena Karolina Augusta Bavarska priporočila svojo polsestro Zofijo Bavarsko. Čeprav ni bila Zofija nička navdušena nad mladim nadvojvodom, so bili politični interesi Wittelsbachov seveda pomembnejši od želja ambiciozne bavarske princese, ki se je leta 1824 19-letna s Francem Karlom tudi poročila. Potem, ko so se prve Zofijine nosečnosti končale s splavom, je konec leta 1829 ponovno zanosila. Nosečnost je tokrat minila brez težav, mladi par pa je 18. avgusta 1830 dopoldan v Schönbrunnu dobil prvega sina, ki so mu dali ime nadvojvoda Franc Jožef Karl. Težak porod, ki mu je prisostvovala vsa družina, je trajal kar 2 dni. Po 43 urah so na koncu uporabili klešče, te so na zaglavju mladega nadvojvode povzročile 3 ranice, ki pa niso pustile trajnih posledic. Dunajsko prebivalstvo je prihod novega člana cesarske družine, ki je predstavljal bodočnost monarhije, toplo pozdravilo. Leta 1831 pa se je Ferdinand na Metternichovo prigovarjanje poročil z Marijo Ano Savojsko,
kar je Zofijo močno vznemirilo. Vsi njeni načrti bi s Ferdinandovimi potomci takoj padli v vodo, saj bi krono obdržala Ferdinandova veja. A kmalu je postalo jasno, da Ferdinand ne bo imel otrok. Zato je kot drugi v vrsti za prestol formalno obveljal njen mož. Po letu 1835 je formalno postal prvi prestolonaslednik. A največje obete za dvor je predstavljal Zofijin najstarejši sin, zato je bil predvsem po njeni zaslugi že od vsega začetka vzgajan kot potencialni prestolonaslednik. Mladi nadvojvoda je bil sicer po tradiciji takoj po rojstvu zaupan svoji guvernanti, baronici Luizi Sturmfeder, ki je tudi prisostvovala porodu. Odgovorna je bila za otroški del dvora, se pravi za vzgojo in oskrbo otrok do 6. leta starosti. Poleg nje so za otroški dvor skrbele še vzgojiteljica, varuška, 2 strežajki, kuharica, kuhinjska pomočnica, sobarica in sobna pomočnica. Franci, če ga lahko tako imenujem, je bil prijazen in veder dojenček, ki ni bil nagnjen k boleznim. Pri 4 mesecih je bil cepljen proti črnim kozam, celotno prvo zimo pa je zaradi strahu pred prehladom preživel v svojih sobanah. Medtem je v začetku marca 31 dobil prvi zob, hitro zatem pa prvič izgovarjal osnovne besede. Pri 13 naj bi že hodil in pri 15 izgovarjal torej še druge težje besede. Otroštvo je razen poletnih počitnic v Išlu in občasnih obiskov sorodnikov Tegernseja pri Münchnu preživel v rezidencah na Dunaju in v okolici. Njegov svet so bile poleg lastnih soban še sobane staršev, hodniki terase Hofburga in Schönbrunna in torej okoliških rezidenc. Kljub temu, da je bil že od rojstva pogosto v družbi odraslih, se je že zgodaj družil tudi z vrstniki z dvora. Naprimer hčerka nadvojvode Karla ali pa Metternichovi otroci. Najbolj pa vsekakor svojima bratoma Ferdinandom Maximilianom, rojenim 1832, in Karlom Ludvikom, rojenim 1833, ki sta živela v istih prostorih. Od leta 1935 potem še sestra Marija Ana, ki je pri 4 letih umrla, Ludvik Viktor, rojen leta 1842, pa je bil premlad. Že od malih nog je Franci kazal zanimanje za vojsko in uniforme. Z okna Hofburga je opazoval menjavo straže, ko je prihajala ob spremljavi trobent in bobno na notranje grajsko dvorišče. Star leto in pol je znal razlikovati med oficirji in vojaki. Pri 20 mesecih je vadil strumno korakati in pri 3 letih je poznal vojaške čine in barve skoraj vseh polkov. Darila, ki so bila zanj, so skoraj vedno vsebovala razne vojaške predmete, igrače, uniforme, kositrne vojake. Razni portreti pa prikazujejo mladega vojvodo s predmeti iz vojaškega življenja in odražajo njegovo navdušenje nad njimi. Poleg tega pa je Zofija za mladega Francija naročevala tudi slike, s katerimi bi ga kot potencialnega prestolonaslednika še bolj približala dvoru oziroma cesarju, kar ji je tudi uspelo. Ded je imel vnuka zelo rad, smel je k njemu v delovno sobo, kjer sta se igrala, 4 leti je že prisostvoval na družinskih večerjah. Prav tako se je cesar zelo zanimal za njegovo vzgojo. Toda njuna vez je bila v začetku marca 1935 pretrgana, ko je Franca prvega v tednu dni pobrala pljučnica, avstrijsko žezlo pa je prevzel cesarjev prvorojenec Ferdinand. No, medtem je po dopolnjenem 6. letu starosti se je baronica Sturmfeder morala umakniti, mesto oziroma vlogo prvega vzgojitelja pa je prevzel grof Heinrich Franz Bombeles. Najvišji dvorni mojster je bil strani Metternicha vsekakor prej politično kot pedagoško preverjen kader, saj je bil povsem v službi njegove politike in je razumel njegov miselni sistem. 47-letni Bombeles je bil tako najprimernejši človek, da mladega vojvodo vzgoji v konzervativnem duhu. Zofija, ki je ob nesposobnem cesarju in nezainteresiranem možu imela strani dvora glavno besedo pri sinovi vzgoji, ali eno glavnih, pa je bila še bolj zadovoljna s pomočnikom, 42-letnim inženerskim častnikom grofom Johannom Koronini Krombergom, ki naj bi iz malega Francija naredil resnega fanta oziroma skorajda vojaka, če se tako izrazim. Francijev dnevni urnik je bil vse prej kot enostaven. Vstajal je ob 7. uri zjutraj,
spat pa odhaja ob 8 uri zvečer. In se glede na letni čas spreminja dvakrat letno. Z leti pa je naraščalo seveda tudi število tedenskih ur. Bombeles in Koronini sta pri izdelavi izjemno obsežnega učnega načrta izhajala iz dejstva, da vzgajata bodočega prestolonaslednika, zato sta mu hotela dati čim bolj vsestransko znanje. Ob osnovah francoščine, češčine in madžarščine, ki jih je mladi nadvojvoda dobil že v zgodnjem otroštvu, v njegovem krogu so se namreč gibale osebe z različnim maternim jezikom, je Franci pričel sistematičnim učenjem drugih jezikov, ki so jih učili učitelji iz naravnega jezikovnega okolja od 6. leta naprej. Sprva se je ob nemščini pisanju, kar je znal sicer že pri 5 letih, in geografiji učil francoščino. Tem predmetom so se kmalu pridružili še drugi jeziki, madžarščina, latinščina, stara grščina, češčina in predmeti, ples, risanje, sabljanje, plavanje, telesna vadba in sprva seveda skozi igro seznanjanje z vojaškimi zadevami. Pri 9 letih se je število tedenskih ur povzpelo na 37, pri 13 pa na 50. Jezikom je bila dodana še italijanščina. Težave sta mu povzročala matematika in pravopis, medtem ko je z velikim veseljem poslušal ure zgodovine in geografije. Zofiji in Metternichu se je zdaj pouk zgodovine zelo pomemben, z njim je namreč pridobil povsem konzervativni, patriotski in katoliški nazor. Vojaške vaje, ki so se pričele že leta 38-39, pa so leta 43 postale pravo vojaško urjenje. Za glavnega učitelja vojaških predmetov je bil izbran major in kartograf Franz Hauslab, ki ga je sprva obravnaval kot navadnega nabornika in ga izobrazil v vseh rodovih vojske. Težišče vojaškega izobraževanja se na to osredotočilo na zgodovino vojskovanja, geometrijsko in situacijsko risanje in matematiko, kartografijo, vojaško delo, služenje v generalštabu in organizacijo vojske, seveda pa tudi na strategijo in taktiko. Nad vojsko navdušeni nadvojvoda je seveda z užitkom poslušal svoje učitelje, še posebej zato oziroma potem, ko je pri 13 letih postal tudi poveljnik dragonskega regimenta. Pomembno vlogo pa je odigralo tudi religiozno in moralno šolanje mladega nadvojvode. Strani verskega patra Jozefa Otmarja Raušerja, predstojnika Dunajske orientalske akademije, je bil Franc od leta 1844 deležen pouka, predvsem teološke filozofije. Leta 1846 se je na urniku znašlo še nekaj novih predmetov, med temi pravna teorija, diplomacija, astronomija, tehnologija, poljščina. Zanimivo je, da se recimo angleščine ni učil, pa tudi branje časopisov in seznanjanje z umetnostjo. Politično izobrazbo pa je v celoti prevzel Metternich, ki ga je v letih 47-48 ob nedeljah dopoldan seznanjal s konzervativnimi načeli politike in diplomacije, kar je ob ostalih konzervativnih učiteljih nadvojvodo še bolj odvrnilo od liberalizma, če se tako izrazim. Čeprav je Franc svet odraslih sprejemal zelo resno, se pravi formalne in ceremonialne obveznosti so že zgodaj postale del njegovega vsakdana, se je kljub temu našel tudi čas za izlete, šport, lov, igro, se pravi enkrat tedensko s tovariši, kar je potrebovalo, da je Franc preživel tudi običajno otroštvo in mladost. Z brati so se torej zelo radi igrali v Majdlniški globeli v Schönbrunnu, se pravi posebno urejen vrt, kjer je bil prostor za igro, telovadbo in tudi urjenje. Njegovi sodobniki, katere je seveda izbrala Zofija, s katerimi se je igral na dvoru, so bili predvsem otroci oseb, ki so imele funkcijo na dvoru, se pravi, to so bili otroci obeh vzgojiteljev, Karl in Markus Bombeles ter Franz Koronini, Kronberg, kasnejši liberalni poslanec. Precej časa je preživel z Metternichovim sinom Richardom, kasnejši diplomat, in sinovi generala Falkenhaina, Francem Juliusom, kasnejšim ministrom za agronomijo, in Ladislavom, kasnejšim Franz Jožefovim adjutantom. Največjo kariero pa je med njegovimi tovariši, prijatelji za igro, dosegel Edward Tafe, se pravi konec 60-ih in potem med 79-93 avstrijski ministerski predsednik.
V sklop izobraževalnega procesa so sodila tudi razna izobraževalna potovanja. Med leti 43-46 v spremstvu vzgojiteljev seveda na Bavarsko, Ogrsko, na Tirolsko in v Italijo, ki jih je tudi skrbno zabeležil v svojem dnevniku. Dnevnik je pisal med leti 1843 in 1848. Z vzgojo in izobraževanjem se je mladi nadvojvoda, se pravi up monarhije, vsekakor pripravljajo tudi na svoj bodoči poklic, ob tem pa rasel tudi osebnostno. Po koncu izobraževalnih potovanj pa je v leti 46-47 potoval že v službene namene, najprej na Moravsko, kjer je v Olomoucu pregledal svoj regiment, potem na Češko, kjer je bil gost pri družinah Tafe, Windischgrätz in Schwarzenberg, trikrat pa na Ogrsko. Med drugim se je kot cesarjev predstavnik udeležil pogreba ogrskega palatina. Kot up monarhije je tako začel igrati reprezentančno vlogo še pred koncem svojega šolanja. Poslanstva na Ogrskem je dobro opravil, saj je obvladal madžarski jezik, imel je več govorov v odlični madžarščini. V svojih nastopih je bil eleganten, nosil uniformo ogrskih ozarjev, s čimer si je pridobil vsesplošno naklonjenost, ki pa seveda, kot vemo, ni trajala potem dolgo. Še ne 18-letni nadvojvoda je na začetku leta 48, kljub temu, da je sicer že prevzel določene uradne naloge, počel vse tisto, kar pritiče mladostniku iz vladarske hiše. Po vrnitvi iz Ogrske je ponovno študiral, ob študiju pa našel čas tudi za razvedrilo. Tako je v začetku februarja pred celim dvorom igral glavno vlogo v komediji Zmešnjava, a le dober mesec zatem, po izbruhu nemirov, je postal v očeh dvora pravzaprav edini, ki lahko Avstrijo vrne v stare tirnice. Ferdinand, v javnosti znan tudi kot Nandl der Trotl, je bil nesposoben, prav tako njegov brat in Francev oče Franc Karl, ki takšni nalogi nikakor ni bil kos. Toda kljub temu je najbrž po nasvetu odhajajočega Metternicha cesarsko krono še obdržal Ferdinand. Dvor, ki še ni bil ogrožen, pa je po uspešno zatrtih prvih nemirih ponudil spremembo družbenega ustroja. Medtem je bil Franc imenovan za deželnega namestnika na Češkem, toda v Pragu ni odpotoval. Zofija, ki je še zmeraj imela velik vpliv pri sinu, je menila, da se ne sme kompromitirati z revolucijo, če bo nekega dne prevzel vladarske posle. Tako je bil najprej del poslanstva ob cesarju in očetu, ki je 11. aprila odpotovalo v Bratislavo. Cesar je sankcioniral liberalne zakone, ki jih je sprejel deželni zbor, Ogrska je dobila ustavo. 19. aprila pa je potoval v Italijo, kjer se je pridružil Radeckjevim četam. Cesarska družina je še naprej ostala na Dunaju. A bil zaradi varnosti hitro premeščen v ozadje. Medtem je po objavi osnutka Pilersdorfove ustave, ki so jo mnogi označili za preveč konzervativno, na Dunaju ponovno prišlo do nemirov, ki so dosegli vrhunec 15. maja. Franc je bil na dogodki ogorčen, kar je izrazil tudi v pismih materi. Cesarska družina je pobegnila na njim prijazno Tirolsko, Franc pa je bil odpoklican iz Italije. Junija je odšel v Innsbruck, zaradi binkošne vstaje ni mogel prevzeti funkcije namestnika v Pragi. Windischgrätz pa je konec julija premagal piemontsko vojsko pri Kostoci, s čimer je nekoliko umiril razmere v Italiji. V začetku avgusta je Radecki ponovno osvojil Lombardijo, situacija pa se je toliko stabilizirala, da se je cesarska družina 12. avgusta lahko vrnila na Dunaj. Toda cesarski beg je povzročil razkol med revolucionarji, kar je zaezilo vsesplošni demokratični val. Medtem je 22. julija z delom pričel avstrijski parlament, ki je 7. septembra v Avstriji odpravil tlačanstvo in feudalni red. S tem je kmečko prebivalstvo odstopilo od revolucije, kljub temu pa na Dunaju, kakor tudi na Ogrskem in v Benetkah, še zmeraj ni bilo miru. Radikalnejše politične skupine so na Dunaju oktobra ponovno sprožile revolucijo, dvor pa je 7. oktobra pobegnil v Moravski Olomouc in se naselil v nadškofijski palači. Prav tako pa tudi parlament, ki se 22. oktobra preselil v majhno moravsko mestece Kromeriš. S cesarskim begom je bila usoda dunajskih revolucionarjev torej zapečatena, saj so cesarske čete pod vodstvom Windischgrätza in Jelačiča mesto do konca oktobra zasedle.
Z zadušitvijo Dunajske revolucije in z razvojem kontrarevolucije pa je napočil primeren trenutek za nastop novega avstrijskega cesarja. Diskusija glede menjave na prestolu, pri kateri so imeli glavno besedo Zofija, svetovalec cesarske družine Karl Friedrich Kübeck, ministrski predsednik Johann Philipp Wesenberg in Felix Schwarzenberg, je do oktobra postajala vse bolj resna. Potem, ko je bila novembra oblikovana Schwarzenbergova vlada, novi ministrski predsednik pa je prepričal cesarja Ferdinanda, da v dobro monarhije odstopi v prid svojega nečaka. Na drugi strani je tudi Marija Ana lobirala pri možu, še več dela pa je imela Zofija s Francem Karlom, ki se sprva kar ni hotel odpovedati nasledstveno pravo. Je bil torej 2. december določen kot termin ceremonialne predaje vladarskega naslova. Sprva je bilo predvideno, da bo Franc nosil cesarsko ime Franc II. Po svojem dedu, Schwarzenberg pa je kot simbol tradicije in kot simbol novih časov predlagal ime Franc Jožef I. Ime je poleg deda in očeta torej vključevalo še reformnega prednika Jožefa II. Dvorjani, ministri in visoki uradniki so bili 2. decembra ob 8. uri zjutraj navzoči v Olomuški nadškofijski palači. V dvorano, v kateri je stal prestol z baldahinom iz rdečega žameta, pa so bili povabljeni le člani vladarske hiše, vojskovodi Viniš Grec in Ilačič, Radec, ki je ostal v Italiji, Franco najvišji dvorni mojster in generalmajor Karl Ludwig Grüne ter legacijski svetnik Aleksander Hübner. Na zadnji so stopili nadvojvoda Franc Karl, Zofija in Franc Jožef z generalsko uniformo. Belo suknjo z zlatim ovratnikom in rdečimi hlačami z zlatimi lampasi. Na koncu se je pojavil še cesar Ferdinand v uniformi feldmaršala, cesarica Marija Ana, spremljali pa so še generalni adjutant Jozef Lobkowicz in najvišji dvorni maršal Friedrich Egon Fürstenberg, soprogo. Zatem je ministrski predsednik Schwarzenberg prebral izjavo o Franc Jožefovi polnoletnosti, Franc Karlovo odpovedno izjavo in listino o Ferdinandovem odstopu z oblasti. Odhajajoči Ferdinand pa je v par besedah podal abdikacijo. Po tem pravnem aktu, ki se je končal s podpisom obeh monarhov in podpisom protokola vseh prisotnih, je novi cesar pokleknil pred starim cesarjem in prosil za blagoslov. Ferdinand mu je položil roko na glavo, ga prekrižal, objel, Franc Jožef pa mu je potem poljubil roko. S tem dejanjem sta potem Marija Ana in torej Ferdinand odšla. V Kromerížu je medtem predsednik Smolka sklical sejo, kjer je Schwarzenberg seznanil poslance s spremembo na prestolu in prebral uradne dokumente. V manifestu, ki ga je prebral na koncu, je cesar obljubljal svobodo, enakopravnost in zastopstvo ljudstva, kar so poslanci bučno pozdravili. Toda kmalu se je pokazalo, da so bile cesarjeve obljube zgolj prazne floskole. Mladi cesar, ki je sicer še pol leta prestoloval v Olomoucu, je namreč hitro pozabil na svoj manifest iz 2. decembra, saj skupaj z vlado vse od začetka decembra pripravljal teren za dokončni obračun z revolucijo. Z oktroirano slavo je 7. marca razpustil parlament, za dokončen uspeh pa je bilo ob vojaških in diplomatskih zmagah potrebno odpraviti še zadnje ostanke avstrijske ustavnosti. 20. avgusta 1951 je cesarski odlok ukinil parlamentarno odgovornost ministrov, ki je bila tudi sicer brez pomena, dokončno pa sta z oktroirano ustavo in s političnimi pravicami državljanov obračunala silvestrska patenta leta 1851, s katerima je oblast ponovno uvedla absolutizem, torej z birokracijo, žandarmerijo, katoliško cerkvijo na čelo. Hvala lepa.